Danes bomo spoznali Janjo, oblikovalko, ki prihaja iz Vodroža, majhne vasice na Štajerskem. Že 18 let pa živi in ustvarja v Ljubljani. Podpisuje se pod blagovni znamki Janja Videc in Witches Sisterhood. Moja blagovna znamka je namenjena. V bistvu je namenjena zelo različnim profilom žensk. Včasih so ti strategi majčkeno nenavdušeni nad tem, da nimam neke začrtane, napisane ciljne skupine, ampak jaz mislim, da se je tudi v praksi pokazalo, koliko različni profili žensk se poistovetijo recimo z mojo zgodbo, koliko različne starostne skupine. In v bistvu lahko generalno gledano rečem samo to, da je pomembno, da se najdejo v tej zgodbi, v tem estetskem izrazu, in če jih pritegne, je to. Kako pa pristopaš k snovanju nove kolekcije? Zelo različno. Najprej vedno, ko raziščem neko inspiracijo, v bistvu tudi to vedno izhaja iz tega, kar se meni osebno dogaja v življenju, in potem nekako iz tega materiala začnem črpati, ustvarjati neko zgodbo. Tukaj je pa zelo različno, na kakšen način se to potem transformira v oblike. Recimo zadnje obdobje zelo veliko delam kar s krojem, nekako je kroj moja baza, iz česar potem nastaja nekaj novega. To mi je zelo tak zanimiv, inspirativen proces trenutno. Kakšna pa bo pomladansko-poletna kolekcija? V bistvu sta dve oziroma kar 3 prihajajoče kolekcije. Ena je za Witches Sisterhood, potem je pod mojo blagovno znamko, mislim pod mojim imenom, in pa nekaj ustvarjamo tudi za otroke. Ampak generalno gledano bo malo bolj cozy, ker to je čisto nek odgovor na trenutno dogajanje. Neko vodilo mi je, da ustvarjam kose, ki so multifunkcionalni, udobni in hkrati lepi. Recimo za različne priložnosti, da lahko v istih oblačilih mogoče delamo v njej jogo, potem imamo nek Zoom sestanek, gremo na sprehod po mestu ali pa mogoče z neko spremembo stylinga, tudi za kakšno bolj posebno priložnost. Omenila si, da pripravljaš nekaj za otročke. A lahko kaj več poveš o tem? Ne. A ne? Zakaj ne? Aj še skrivnost. Mislim, mogoče še nimam toliko artikuliranega tega. Je bolj na vizualni ravni dogajanje trenutno, tako da dajmo še malo počakati. Omenila si, da je kolekcija vezana na trenutno dogajanje. Diha vsakič znova, z novo situacijo, ali se drži zastavljenih vrednot in se ne ozira na situacije? Kaj pa trendi? Absolutno obstajajo neke vrednote, kot neko jedro, kot neka esenca, ki je skozi prisotna. Po drugi strani pa mislim, da se te ideje zares pokažejo oziroma mogoče prizemljijo šele v neki konkretni situaciji, in so tudi odgovor na trenutno dogajanje. S tem pokažeš, kako se ti odzoveš na to, kar se dogaja. Tako da, kar se trendov tiče, poskušam slediti neki svoji poti in mogoče iz tega dela vzeti samo nekaj, kar se mi zdi smiselno, kar je povezano s to idejo, ne bi pa temu slepo sledila. Tvoje čarovniške majčke so izredno popularne. Kaj misliš, da jim je botrovalo, da so potrošnice tako ponotranjile ta kos oblačila? Mogoče je pa ful več čarovnic med nami, kakor si mislimo.
Kaj pa misliš t-shirt kot statement? Je lahko statement? Ja, jaz mislim, da je absolutno lahko. Pa misliš, da te potrošnice, ki kupujejo Witches majčke, nosijo to kot statement? Absolutno. Janja, tvoja blagovna znamka velja kot trajnostna blagovna znamka. Kako poteka izbira teh trajnostnih materialov? Tukaj vedno gledam, da so čim bolj naravni materiali, ker so bolj prijazni do naše kože in do okolja. Meni se zdi to v bistvu nekaj, kar mora biti osnova danes že praktično, če se nekaj takega lotevaš. Ja, ko jih izbiram, imam kar izziv, ker v bistvu te ekološki materiali jih moraš naročati kar velike količine, tako da si vedno najdem kot neke bazike in potem z njimi ustvarjam. Potem pa vsako sezono iščem mogoče neko popestritev, nekaj, kar je malo drugače. Kakšni so pa rituali Janje Videc? V bistvu moram priznati, da še nisem našla nek optimalen super ritual, ki bi me skozi spremljal, ampak se kar precej spreminjajo, odvisno od obdobja, v katerem sem. Ampak načeloma pa kar sledim temu, da imam nek jutranji in večerni ritual. Trenutno so jutranji rituali bolj povezani z akcijo. V bistvu se zbudim, si naredim nek tak, recimo, zdrav zelen smuti, 10 minutk na joga podlogi in začnem delati. Večerni ritual je pa bolj povezan z umirjanjem in se mi zdi tudi smiselno nekako, da to najbolj podpira nek naš naravni ritem. Tako da zvečer si pa potem prižgem svečke, kakšna kadila, si ustvarim neko vzdušje, pospravim pred tem prostor, potem pa berem, pišem, rišem, plešem. V bistvu zelo po navdihu delam jogo, meditiram, te stvari. Hashtag tvoje blagovne znamke. Witches Sisterhood. Kos oblačila, katerega bi si želela, da bi ga oblikovala ti? Da bi izumila kimono. McDonald's ali suši? Suši, itak. Čarovnice ali vampirji? Čarovnice. Bloody Mary ali Penina? Penina. Venera ali Vesna? Venera. Willi je prva mobilna trgovina v Sloveniji. Vidiš v tem kakšno posebno noto, se ti zdi zanimivo? Vidiš v tem tudi rast svoje blagovne znamke? Ja, vidim, zdi se mi krasna ideja in sem navdušena in tak totalno podpiram in sem zraven. Willi povezuje. Kakšen je pomen povezovanja zate? Bi se povezovala v skupnost, kjer smo skupaj močnejši in efektivnejši? Ja, definitivno. Meni se zdi, da s povezovanjem lahko naredimo res take ful nore stvari. Vsak prispeva nek svoj košček, nek delček sebe in mislim, da je pač ves ključ v povezovanju. Tako da sem vedno za skupnost. Willi Van Style, najlepša hvala za povabilo. V naslednjih 2 tednih pa lahko na moji spletni strani kupite katerikoli produkt s kodo Willi10.